zračne daljave. Koliko so pa Italijani varovali to mejo? Kak režim, kdo je to mejo varoval in kje? Italijani so zelo slabo varovali to mejo. Ja. Oni so bili bolj plašna vojska. In so pa šli, kadar so šli, po dnevi, po noči niso nič. Po noči so imeli za stražne postojanke. A so postavili postojanke ali so kakšne objekte postavili? Postojanka, recimo Radatevič je bila postojanka. Mislili so tudi v Radovici postaviti, pa so, mislim, da so partizane požgali šolo. In pa se tudi moj pouk nehal. Tako je bilo tudi v Suhorju. V šoli so bili Italijani in beli, ne. A so oni postavili kako žico ob meji? Nič, žica je bila, v žici je bila metlika. Ja. Tu pa vasi pa niso. Aha. In moram reči, da prva hajka, kako bi rekel, je bila, da so partizani prerezali telefon. So imeli postojanko Radateviči pa Ostriž nad Radovico gor. Ja. In naši so jim prerezali telefon. Jaz sem še takrat na pašu in sem videl, da je to zrezano, da je to tisti telefon po tleh. In sem šel takoj nazaj, nisem živino sem nazaj pregnal. Potem so pa čez 14 dni so partizani čakali, kdaj bo Italijani prišli popravljati to. Italijanov je bilo 300 najbrž. Naših je bilo pa morda enih 10. In naši se orang pripravili, malo so si popili, da so bili dobre volje. A oboroženi so bili, joj. Naši jamrajo zdaj, kaj naša armija, da je slaba. Naša vojska zdaj je elitno pripravljena. Z opremo, z znanjem in vsem. Kaj je bilo to, lovskih pušk, kratkih pištolij. Jaz sem to videl, ko so prišli malo čez vas. In Italijani so prišli to popravljati. In zdaj ena kolona šla ravno, pa iz leve, iz desne pa spet kolone. In te naši so jih čakali, oborožitve ni bilo, da bi jim kaj pobrali. Ne? To je spokalo. In naši so mogli pobegniti, kaj boš, to je naval strašen bo italijanski, z mitralezi, pa majka bila. Enka partizana so ranili in se je tako končalo, pol pa nekdo je hotel biti fin, pa je šel takoj Italijanom povedati v Radatevičev postojanko, da so to najbrž naši fanti, ki so že partizane. Ni napadli. Ajoj. In so Italijani izdali ene listke, da bi vsi tisti, ki so šli partizane, vsem tistim, ki so šli partizane, da bi jim požgali domačije. Seveda, in ko je prinesel tisti eden obveščevalc te listke, da bi nalepili na hiše, so se naši vaščani zbrali, so rekli ne bomo tako delali. Da bi zdaj mogli nalepiti na hiše unim, ki so mogli več ali manj pod prisilo iti v gozdove. In so rekli, ne bomo, se ne bodo požgali. A vraga, 7. avgusta, zdaj bo menda že 75 let od takrat, so prišli vas, so obkolili, bilo je fašistov med njimi, oni so imeli klobuke pa perja, tiste ko indijanci. In so lepo, ena skupina je šla, da so po hišah hodili, če bilo kaj za vzeti. Nam pa niso dali nič vzeti. Iz nobene hiše. Pa mi smo še zmeraj mislili, da ne bodo zažgali. In moja mama se zbudi, ne znam, ob 4 zjutraj.
To je bilo v Bojani vasi vse. Bojanje vasi. Deca, vstante se, ogenj je v vasi. Ja. A mi v onih revnih spodnjem perilu iz konoplje, ni bilo nič za kupiti nikjer, nič. Od tega smo živeli, vse ročno. In smo se vstali in je že gorelo. Italijani so kmalu prišli, čez 10 minut so bili že pri nas. Pa so rekli očetu, gospod, papire, prego papire, oče bo pa v Ameriki 12 let. In je tudi z Italijani delal, pa je kakšno besedo znal. Ne, tako. Pravi, niente papire, mi nismo komunisti. A je rekel Italijan, tudi komunisti, pravi, Galino komunista, koliko še šlo po stopnicah gor, vse. Mi nismo imeli pojma, kaj to je. In so vse zažgali, kaj je htelo goreti vse. Tako je pogorilo 31 hiš. Vse skupaj pa s hlevi, pa s kozovci, pa tem je bilo pa tega 145. To je bilo kaj če vam reči, en tak občutek. Koliko je bilo pa... To je bilo grozno je bilo. To je bilo hujše kot v peklu.